Vstopili smo v zadnji teden pred volitvami in zdi se, da so valovi na slovenskem političnem morju vse višji in vse močnejši. Tole pa je plovba prejšnjega tedna v eni minutki. Politična bomba in leitmotiv so skrivni posnetki, ki naj bi razgalili interesno zakulisje na politični levici. V dobro načrtovano past so se ujeli denimo bivša pravosodna ministrica, lobist pa vplivna odvetnica. Sodeč po spletni strani neznanega avtorja naj bi presenetili še z dvema, so najbolj udarne izjave prihranili za konec. Janez Janša je vladajoče pozval k odstopu, označil jih je za kriminalno združbo. V koaliciji pa pravijo, dokler ne bo jasno, ali so posnetki avtentični, se do vsebine ne bomo opredeljevali. Domnevne povezave med izraelsko obveščevalno agencijo in Janševo SDS so danes razkrili v civilni družbi. Podrobnosti lahko preberete na naši spletni strani. Slovenija se, čeprav je napovedovala, ne bo pridružila tožbi Izraela zaradi genocida v Gazi. Je na to vplivala kakšna tuja sila? Daleč od tega, je danes zagotovil podpredsednik vlade. Še to, čez 1 uro se bosta na našem soočenju v štajerski prestolnici iz oči v oči soočila Janez Janša in Robert Golob. Rekla bi, da bi bilo to nespametno zamuditi.